del gasilskih pozdravi, v 7 tremih odbrzi, ker samo gasi, vsak požar in se vozno blešči, dan na dan topad skrito ni, samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi, vsak požar in se vozno blešči, dan na dan topad skrito ni, samo vse pogasi. Vroč primorski dan je zunaj. Sara in Jaka pobirata krompir za Belino pizzerijo. Težko delo je to. Punce, punce, punce. Stokajo, stokajo in stokajo. Daj no, naredva že to. Samo zato, ker veš, že nama bo dala bela sladoled požrešneš. Poslušaj, to je stric Samo. Ja, in Florian. Težek dan je bil, načelnik. Najbrž zaradi vremena. Ja, moj gasilec Samo. Vroč dan to pomeni veliko požarov. Ja, vročina pa taka, ja, vroče za znort, ja, načelnik, hočem reči, ja, vroče, zelo, zelo vroče, ja. Kdo pa je tam na polju, Samo? To sta Sara in Jaka. Ja, kaj pa vidva delata na Belini njivi s krompirjem? Pobirava krompira, ne vidiš? Pečen krompir bo jutri. Ampak težko je, hrbet me boli. Kaj zdaj? No, razmislimo. Lepo, da vaju vidim pomagati Beli. Lepo delo delata. Pridna, pridna, pridna. Adijo, stric Samo. Ida Pevc je zelo zaposlena s pripravo malice za svojega malega vražička. Tu imaš moj Miško. Mama, kam naj pa zdaj grem? Nobenega nimam, da bi se igral z mano. Saj ne loviš ribe zlato, mamicino. Lovice ribe. Ne grem. No, dej nejc. Meni je čisto vseeno, ali bi šel rad loviti ribe ali ne. Loviti jih bo šel. No, zdaj pa kar pojdi. Nejc! Pusti me na mir. Zlati moj otročiček. Ne, Dora, ne bom bosen, ne. Kdo že spet kliče na pomoč? Kaj? Skedenj gori? Na Uroševi farmi? Vsi prisotni in prisebni, načelnik. V redu, pa pejmo. Kje pa sedaj gori, gospa Lazanja? Mamma mia, nimam pojma. Ribarjenje je pa res dobra zabava. No, pa poglejmo. Svinec in vaba. Poglej tu, napolnila sva šele pol vedra. To zgleda pa zares. Zelo resno. Vse rdeče brizgalne tega sveta. Pripravi cev! Hitro, preden se požar ne razširi! Tako. Daj podaljšek. Odprite vodo, načelnik! Voda odprta!
v redu. S tem ogenčkom bomo uredili, kot bi mignil, in še eno dobro delo bo za nami. Kakšen je vodostaj? Da, kaj? Precej hitro se niža. Kako je pa kaj z ognjem? Ne ugaša, načelnik. Majhen problem, načelnik. Sploh ne, Elvis. Kaj naredimo, kadar ostanemo brez vode? Poiščemo najbližji požarni priključek. Tukaj nimamo požarnih priključkov, načelnik. Potem poiščemo mlako in spupamo vodo medne. Tu okoli ni mlak. Hudiča. Šmentana muha. Grize. Resno grize. Bela mrcina bo. Prekleta mrcina. Ogenj je skoraj pogašen, načelnik. V redu. Vode bo kmalu zmanjkalo. Zmanjkalo je vode. Sem rekel, da bo vode ravno prav. Smo imeli pa hudimano srečo. Pravkar sem se spomnil. Spodaj ob cesti je ribnik. Mogoče je bolje, če napolnimo Florjana in pogasimo tlenje. Strinjam se, vrnimo se in pogasimo ogenj do konca. Fantje, kar v avto. Dajmo, fantje, izčrpajmo vodo. Črpanje pripravljeno, tovariš načelnik. V redu. Če bi bila riba. Lej, odmašilo se je, kot pri umivalniku. Polno je, fantje. Pejmo! Perfektno opravljeno. Vsa ta šara in ropotija. Imam idejo. Odlično, striček Samo. Ampak kaj je to? Stric Samo vama bo pokazal mašino za pobiranje krompirja. Tako. Krompir pobran. Že pa še hvala, stric Samo. Samo, a razvažaš tudi? No. Mislim, da bi vaju lahko peljali do Bele. Kaj menite, načelnik? V redu, ti Elvis pa lahko pomagaš še odpeljati krompir. Seveda, no. Naslednja postaja Belina pizzerija. Pejmo, fantje, vama bom jaz natovoril. Mislim, da bomo vsi dobili rundo sladoleda. Juhuhu, hura! Lej, Florjanček, mogoče me pa pelje. Ej, počakajte me. Presneti bebci. Ko zasliši zvok siren, šine kakor spodboden. Že v gasilski pozdravi, v 7 odbrzi, ker samo gasi, vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan opet skrito ni. Samo vse pogasi, pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi, vsak požar in se vozmu bleši, dan na dan opet skrito ni. Samo vse pogasi.